Prav. Zahvalil bi se rad vsem veteranom, aktivnim udeležencem vojne za Slovenijo, posebej številnim prostovoljcem. Naši člani so vojaško delovali v posameznih akcijah na območju osrednje slovenske regije, civilno zaščitno pa bolj na območju občine Kamnik. Državljani Slovenije, razobesimo državne zastave. Naj živi Slovenija. Danes je čas za ponos, veselje in razmišljanje o prihodnosti. Krivično do Slovenije bi bilo trditi, da smo unikatni s svojimi problemi. Tudi druge, večje in razvitejše države imajo svoje probleme. Velikost naroda in države ni v milijonih prebivalcev in kvadratnih kilometrih, temveč se kaže v srčnosti njenih ljudi. Že v nekdanji državi smo imeli vrhunske strokovnjake. Tudi danes je tako. Imamo znanje, voljo, inovativnost, znamo tuje jezike, imamo ljudi, ki so pred svojim časom. Verjamem, da se da z realnim pogledom na svet, brez utvar o uspehih čez noč in delom marsikaj narediti. Ni vse v milijonih, betonu in delnicah. Največje bogastvo je posameznik s svojim potencialom, ki mora začeti razmišljati, kako bo svojim znanjem in vedenjem koristil družbi. Vsak od nas je pomemben. Pademo takrat, ko nas vodi prepričanje, da bi moral to ali ono narediti nekdo drug. Spoštovanje dela drugega je osnova za sodelovanje. Vsako delo je delo, naj bo fizično ali intelektualno. Potrebujemo vse, od fizičnih delavcev do akademikov. Ljudje vseh poklicev pa se moramo med seboj spoštovati. Dan državnosti je dan domoljubja. Domoljubje ni rezervirano za to ali ono skupino, temveč je dolžnost vsakega izmed nas. Domoljubje ni sovraštvo do drugih narodov in držav, temveč je ljubezen do svoje države in svojega naroda. Slovenci nismo začenjali vojn, nismo si prisvajali tujih ozemelj, ne zatirali drugih narodov. Vedno pa smo znali jasno pokazati, da ne pustimo jemati našega in posegati v naše pravice. Od Boga izvoljenih narodov ni. Vsi narodi imamo pravico živeti, delati in se razvijati na svoj, ne na tuj račun. Le na ta način bo obstala tudi Evropska unija, ki je z nepremišljenim brexitom zašla na čudno pot. Drugače bo klavrno končala svojo pot, tako kot naša nekdanja federacija, ki je znala najti rešitev za prevlado enih nad drugimi, tako, da se je vse skupaj končalo v krvi in orožju. Pričakovati od bruseljskih institucij, da bodo to storile za nas, je utopično in iluzorno. Naša dolžnost je, da odločno skrbimo za naše interese in kdaj tudi rečemo ne mnogim nesmiselnim direktivam, ki grenijo vsakdanje življenje.
pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim, srce ustrepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Dale imam krizantemo, kakor na svetu ni enake. Živel je dolgo, dokler ni zmrznil pred cerkvenimi vrati. Bil je v cunje zavit, bos in gologlav, ali na njegovih prsih je bila krizantema, belejša in svetlejša od snega, in ustne so se mu smehljale. Ko kultura ne bo več krizantema siromakova, temveč bogatstvo bogatega. Prelepa slovenska dlan, nikjer ni lepše, kot je tu. Prelepa slovenska dlan, nikjer ni lepše, kot je tu, kjer smo doma. Nikjer ni lepše, kot je tu.